Skozi prizmo mojega podjetja moram reči, da je to seveda eno reklamiranje našega poklica, se pravi, izhaja se iz nekako tega medijskega tehnika, ki ga imamo tudi v Celju. Ne bom rekel, da v zadnjem času je premalo interesa za ta poklic, pa vendarle je treba gledati tudi dolgoročno. Dokler pač gospodarstvo in pa tisti, ki rabijo ta profil, da je za njih to še zanimivo, seveda potem te omejitve pri samem opisu ne sme biti. Problem je pri družboslovnih poklicih, ker vidimo, da enostavno se preveč otrok upišuje, za njih ni delovnih mest in seveda posledično je nezaposlenost. Me pa danes zelo veseli, da je en preskok gradil tudi v mislih in v glavah staršev, kajti vemo, da starši so eni izmed poglavitnih elementov, ki nekako odločajo o usodi svojih otrok. Se pravi, ni vse na otrokih. Otroke je lahko nekako zanimirati, končna beseda je pa nažalost na starših. In jaz mislim, da smo v tem preboju uspeli in da starši razmišljajo že sedaj o usodi in o karieri svojih otrok za naprej. Prednost tega sejma absolutno je v tem, da če tisti, ki si bo ogledal stvar, je v tem, da se vsaj, kar se tiče zborničnega oziroma obrtnega predstavljanja, da v živo predstavljamo poklice in otrok si lahko plastično predstavlja, kako se v kakšnem poklicu tudi dela. Ne nazadnje, če ga potem to zelo zanima, si lahko pri naših članih v obratovalnicah ogleda delo, ko se bo pa odločil, seveda pa je potrebno čim več prakse, da se čim prej nauči nekaterih skrivnosti in da potem čim lažje tudi dela. Ja, še vedno pomanjkljivosti so tiste, da se ne predstavljajo vsi. Vemo, da v obrtnem poklicu oziroma v obrtništvu ni toliko tega prostega teka, da ljudje, obrtniki nimajo toliko časa predstavljati. Zato pa je seveda zbornica, da poizkuša te deficitarne poklice koliko toliko dobro predstaviti. Seveda najbolj se pa vidi to v obratovalnici, kjer se lahko nazorno vsi tisti, ki so zainteresirani, vso stvar ogledajo in mislim, da tu ni dobenih zadržkov, da naši člani ne bi prikazali tega dela, kajti vemo, da brez kadrovanja ni prihodnosti.